Ponovno z vami v oddaji Moj odnos do zdravja na Ljubljana TV. Tokrat sem v goste povabila Laro Šušmelj. Z njo se bomo pogovarjali o motnjah prehranjevanja, kako dejansko to ozdraviti in s celostno obravnavo priti do zavidljivih rezultatov, kako na veganski prehrani doseči oziroma podreti 2 državna rekorda. In to je to. Več pa boste zvedeli kmalu. Jaz verjamem, da vas že zdaj zanima, kako z vegansko hrano imeti velike mišice. Oglejte si oddajo Moj odnos do zdravja. Dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila mojo trenerko fitnesa, muscle coach Lara Šušmelj. Dobrodošla. Ja, hvala, da ste me povabili, res mi je v čast. Tako da, evo. Se že veselim. Ja, povabila sem te zato, ker ko sem jaz iskala, kdo bi bil moj coach za pridobivanje mojih mišic, za spreminjanje oziroma upgrade mojega telesa, ker jaz veliko delam na sebi, na energiji, na energijskem nivoju, na hrani in tako naprej. Ampak sem iskala nekoga, ki ima malo bolj poglobljeno znanje in tudi zna svetovati oziroma se ukvarja tudi s hrano, ki ni samo meso. No, in ti si kineziologinja, coachinja in tudi prehranska svetovalka. Kar je pa posebnost, je pa to, da mišice dobivaš s pomočjo veganske hrane. Tako je. Ker sem potem takoj vedela, da tukaj ne bo enega tistega siljenja z enim mesom, ker jaz sem tudi bolj za rastlinsko prehrano. Tako je, alternativa. In vem, da iz rastlinske prehrane ob primerni kombinaciji prehrane lahko mi dobimo ogromno beljakovin in pa seveda drugih stvari. Vse in še preveč v bistvu. Ja. No, tako da dobrodošla, da si se odzvala tej oddaji, da midve poklepetava, kje se je vse to, kar počneš, začelo. Ja, to pa sem že razmišljala, definitivno ni bila samo ena situacija, ne? Ampak se je nabiralo, po malem, že iz otroštva se je začel, različni triggerji v bistvu situacije, ne? Tudi slabe izkušnje recimo z ljudmi. V bistvu potem sem razmišljala za faks, kam iti, ne? Sem se odločila, da grem na srednjo veterinarsko. Potem sem si pa v zadnjem momentu premislila, ful imam rada živali, ampak potem sem ugotovila v bistvu klik v glavi, da dejansko nimam toliko rada živali, kakor sem mislila, in zaradi tega sem potem začela raziskovati to področje veganske prehrane itd. In sem ugotovila, kaj lahko narediš zase, za okolje, za živali. Jaz sem se na to potem v zadnjem momentu odločila, da grem na gimnazijo, potem pa da nadaljujem študij kineziologije v Izoli. Tako da mi ni žal, dejansko sem v bistvu združila svoj hobi, se pravi skrb zase in s tem kot zgledom, da pomagam drugim, kar se mi zdi, da je itak popolna kombinacija. In ja, to je v bistvu to, pač različne, pogled sem spremenila na življenje, ker sem videla, da je treba tudi zase skrbeti že odkar se zavedaš v bistvu, da ni pol tako pri 40, 50 šele, takrat, ko te nekaj useka, tako da je treba že prej biti pozoren na to, da najprej baterijo sam sebi napolniš, potem pa se lahko šele drugim razdajaš.
Mogoče je bila tudi razlog moja mati, ki se je že nekaj časa ukvarjala bolj s takimi poglobljenimi zadevami, od alternativnih zadev, tudi prehrana, ne, in tako na duhovni ravni. Tako da sem potem začela gledati celostno, ne samo pač fizično, ker večino si tak ljudje fizično gledamo, pa pol na podlagi tega ocenjujemo, kdo je zdrav, pa kako je situacija, ne. Tako da, ja, to je pol iz faksa naprej, pa sem ugotovila, da je to šele začetek, ne, in potem začneš raziskovati različne stvari, pa sem se specializirala pač, ja, v fitness, ne, tako da kot neko podlago vseh športov oziroma na splošno, ne, od rehabilitacij do hujšanja, do pridobivanja mišične mase, in potem sem to nekako združila, tako da meni služi, ne da se forsiram v eno smer, ampak da imam pokrite dosti področja, ne. In tako nekako pol celostno gledam na zadevo. Ja, če je celostno, potem je lažje različna področja pokrita, ne samo enega, zdaj bo pa tole, ampak pogledamo točno, kaj človek rab. Mene je recimo zelo pritegnil ta, da si kineziologinja, ker midve se lahko pogovarjava točno, katera mišica, in jaz doma točno vem, ker jaz tudi imam energijsko kineziologijo narejeno in točno vem, če ta mišica recimo dotična ne dela, katero energijo zadaj je potrebno dovesti, da bo ta mišica boljš delala, da podprem lahko vse stvari, kar jih midve delava. Tako da meni je bilo to tako res zelo fajn. Pa še, sploh se nisva rabili v angleščini, pa slovenščini, sva kar latinske izraze uporabljali, ne, kar odlično. Kaj češ boljšega? Ja, tukaj sem se ujela, ja. Zdaj, rekla si, da si želela študirati veterino, pa potem nisi. Sicer si rekla, da nimaš toliko živali rada, ampak jaz vidim, da imaš živali zelo rada, zato ker zelo odgovorno pristopaš do živali, kot tudi za uživanje. Kako to, recimo, kdaj je ta preklop prišel, da kot trener, kot coach, muscle coach, pa brez živalskih beljakovin. Kdaj je to prišlo? Ja, z začetkom gimnazije sem začela poglobljeno gledati v študije, metanalize, take zadeve, ne, in sem v bistvu spremljala dejansko, kako se razvija pač raziskovanje tega področja, in sem ugotovila, da dejansko kjerakoli stvar, ne, ali je kronična bolezen ali pa pač na dolgi rok neko optimalno prehranjevanje, se mi zdi, da je bil odgovor na to pač veganska prehrana oziroma neprocesirana rastlinska prehrana, ne. In potem sem pač dejansko, vse sem že probala na svoji koži, ne, sem dala dejansko tudi par mesecev, let, ne, da ni bilo samo tako, čez en mesec, ojoj, to ne deluje, ampak sem si vzela čas, da sem rekla, zdaj sem šla pa res 100% v to in zdaj lahko trdim, da mi to ne ustreza, pa tudi na dolgi rok ni to rešitev, ne. In po vseh te prebrani literaturi, pa tudi po izkusih sem pol pač pristala, sem rekla, ok, ajde, pejmo zdaj, ne, še rastlinsko probati. Pa v bistvu brez gibanja sem nekako dosegla, da se je moje telo začelo nazaj sestavljati, ne, ker sem imela tudi obdobje anoreksije, pa tudi nisem točno vedela, kaj jesti, ne, kaj bi bilo prav, ker je toliko dezinformacij na internetu, mene kar glava boli, zdaj ker nazaj pogledam, ne, ko tudi razumljivo, da so ljudje pol zmedeni, da ne vejo, komu zaupati itd., ampak z razlogom je recimo veganska prehrana, ne, se pravi neprocesirana rastlinska prehrana, rešitev za dosti kroničnih obolenj, recimo za bolezni srca in ožilja, ne, in je prav priporočilo v teh znanstvenih člankih, da se pač to predpiše bolnikom, ne, kot tudi recimo z rakom. Ja, to je zelo dober poudarek, neprocesirana rastlinska hrana, ne, zato ker imamo tudi na tem področju ogromen enih informacij, ki nas lahko zavedejo, in ne vem, človek je kao vegan, ne, pa je pomfri pa take stvari, ne. Ja, stvari, ki resnično ne podpirajo zdravja.
rekla si, da si šla skozi obdobja anoreksije. Kaj se je takrat dogajalo, ko si tudi testirala različne hrane? Ja, kot večina punc v razvoju oziroma puberteti, sem iskala neko rešitev, kako biti ljubljena, kako biti sprejeta, Se mi zdi, da to je zelo, zelo velik problem, še posebej v teh časih, to je bilo že tako 15 let nazaj, takrat, ko sem začela, ampak zdaj je pa to še bolj v porastu, Se pravi, uporaba socialnih omrežij, poleg tega ljudje verjamemo več ljudem, ki jih ne vidimo, Se pravi, nekim tujcem, ki jih spremljamo na omrežjih, kakor pa sami sebi, pač ne upamo si, ne zaupamo si, ne poslušamo intuicije, In potem valjda me je ta fizična plat, na katero sem se tako opirala, me je pripeljala pač do tega, da dejansko, mislim, nisem imela potrebe po hrani bolj, kot pa, da bi se je izogibala, Ker dejansko sem potem jedla zelo malo stvari. Nisem bila sicer takrat še veganka, ampak potem je preklop naredil tako, dejansko pač, če hočem imeti lep life, moram začeti zase skrbeti, pa gledati na več stvari, pa hraniti sebe, celostno, tako da bom lahko funkcionirala v življenju. In potem se je rodil to pač ideja, da bi tudi drugim pomagali, še posebej ženskam, z motenjami hranjenja, ki jih imam zdajle tudi ene par pod vodstvom in dejansko se ne zavedamo, koliko je to globoko, pač, v kaj nas je družba pripeljala, In vsi pač, se pravi, verjamemo unim nalepkam, revijam, karkoli preberemo, nikoli pa v bistvu se ne vprašamo, a to je res ono, kar jaz hočem, ali pa to je res, kar rabim, Tako da, ja. Hvala. Po oglasih nadaljujeva pogovor. No, evo, to je bilo zdaj že 10 minut meni. Jaz se spomnim ene slike oziroma en video na socialnih omrežjih, prav tvoj, ena slika res ene suhe, suhcane Lare in je bilo napisan day one, pa potem je bilo Lara z mišicami, ali pa potem je bilo pa ali one day, se pravi, ali pa nekoč. Ta je bila taka zelo močen trigger, da se mi nekaj odločimo, da naredimo nekaj. In ko si govorila o teh, predvsem mladenke, ki imajo težave s tem, s prehranjevanjem, kako si ti uspela ta trigger, to stvari spremeniti? Kaj je bilo tisto? Aha, zdaj pa ni one day, ampak day one, ko jaz začnem nekaj drugače delati. Ja, zdaj pa zares, Ja, zdaj pa zares. Kaj je bilo tisto? Kaj je bilo tisto? Točka premika, zdaj pa dost, zdaj pa nekaj naredim. Ja, začela sem opazovati, od svojih misli, kjerkoli stavki se ponavljajo v moji glavi, 99% časa, pa vse za nazaj, kaj sem počela, moje vzorci, pač tudi nisem mogla spati, tako da se je to že kar 20 let vlekel, in pač overthinkala cel cajt, pač kaj zdaj z mano narobe, res nekaj delam čudenega, kva. In potem sem v bistvu ugotovila, da večino stvari delam iz bolečine, pač dejansko, ali iz dolgčasa, ali pa bolečine, ali pa zaradi nekih nepredelanih čustev, In potem sem pogledala vse vzorce za nazaj, tudi večinoma, ker sem imela slabe izkušnje z moškimi, ful nasilja itd., In potem takrat je še moja želja po fitnessu izvirala bolj iz te varnosti, neke stabilnosti, zaščite same sebe, ker sem se ful počutila pač izolirano, pa tako dosti pač samo, In ja, potem pa pač pridejo. Očitno taki težki trenutki, ko se človek spomne, lahko privedejo tudi solze na plan. Ampak zdaj smo prišli že na drugo plat, ko si zgradila svoje telo
in uspela videti, kaj se je dogajalo in preideti. In je ta sočutje do teh mladih dam, ki grejo skozi to, skozi lastno izkušnjo, zelo pomemben. Ja, Ker imaš to lastno izkušnjo in lažje čutiš, veš, kaj doživljajo, koliko je to hudo, ne, ko imajo ogromno misli, premalo varnosti, zaščite, neljubljenosti, a ne, in ja, tako, kot si rekla, od začetka Ja, to je ta snežina kepa pol, ne, če se ne lotiš ta prav čas dejansko, a ne, začneš tlačiti stvari, namesto da jih predeluje sproti in potem vsak mu nekje drugje vseka ven, ne. Tako da pač meni je bilo v obliki nespečnosti in tako, pa sem začela tudi to reševati s fitnessom in take zadeve, potem s podporo prehrane, a ne, tudi meditacije, oziroma mama mi je še pomagala z zelo motivacijskimi govori, a ne, ker ona je čist drug level, ona je čist tak svetnik, da pač mi je res stala ob strani. Ja, super. Je ful težko tako, ker se spomnim nazaj, pa ko mi zadržujem, ampak ja. V bistvu, takrat se sprašuješ, zakaj lih jaz ali pa zakaj, ne vem, spet ta vloga žrtve, ne, v kateri smo pogosteje ženske kot moški, ne. Ampak ja, dejansko, hvala Bogu, da se je to tako zgodaj zgodilo, ne. Eni se prebudijo še pri 60 šele, a ne. Ali pa mora biti ena zelo huda bolezen. Tako, ja, tako. Pa sem si pa rekla, hvala Bogu, ne, zaradi tega sem pač tako uspešna, kakor sem danes, ne. Tako da, ja, sem si kar pravo pot zbrala in na srečo ta fitness ni bil toliko iz bolečine, pa pač pomoč drugim, oziroma sem energijo tako transformirala, da ni šlo nič, ne, da gre za higher good. Tako da sem našla neko poslanstvo, pač pomoč drugim, pa kakor vidim pač te nasmehe, pa hvaležne obraze, pač to je meni. Lastna izkušnja je izjemno pomembna. To, da zgradimo svoje telo. Zakaj sem se jaz odločila, da gradim tudi mišice telesa, ne samo, da delam energijsko, kar seveda obvladujem, zato, da bo tudi ustroj, fizično telo zmoglo vse visoke vibracije, vse visoke frekvence transformirati to, ko jaz lahko služim množicam ljudi. In to je bila tista moja ideja, zakaj sem se v to odločila. In ko nekdo želi sebe spremeniti, je zelo pomemben, da skrbi tudi za svoje fizično telo. Kako je, recimo, midva imava določen program, ampak kako je pri teh damah, mladenkah, ki imajo motnje prehranjevanja, kako gradnja telesa vpliva tudi na njihovo spremembo dojemanja sebe. Kako je bilo to najprej pri tebi, kako se je to zgodilo, ta preklop, in kako zdaj lahko pomagaš drugim? Ja, one so dojemale hrano kot nekega sovražnika, ne, niso gledale na to kot neka hranila, energijo, dobro počutje, ampak pač ojoj, ne, samo to, da bo dobila gor kilograme, in se je tega pač otepala in se je zdel to edini način, da pač preneha z rejenjem oziroma kakorkoli, ne. Ne glede na to, pač kolikrat se je pogledala v gledalo, se je zdelo, da se še vedno širi in širi, ne, čeprav je bila vse tanjša in tanjša. Vse to je pri tipih je pa dosti podobna bigoreksija, ne. Tako da, se pravi, zdaj smo vsi tam, ne, pač ženske imamo določen družbeni pritisk in moški določena pričakovanja, ne, in smo pol itak vsi nesrečni, ker pač gledamo nekaj nerealnega na TV-ju, v revijah, karkoli nam servirajo, ne. Da s tem pač sam še povečujejo še večji prostor med nami pa dejansko našim mišljenjem, oziroma med telesom pa umom, in dejansko
tle narediti ta klik v glavi, da pač hočeš biti srečna, zadovoljna in pač zakaj bi komplicirale življenje. Ne? Tako da to na začetku se začne itak s tem, da ti seveda za vsako velja drugačne, ker so potem še podkategorije, kaj dejansko matra, kaj za njih največji izziv, ne. Ampak ja, se začne z ljubljenjem same sebe, ne. Se pravi, postavljanje nekih temeljev, pač zdrava samozavest, pa pač sprejemanje osnovnih zadev, kot so pač moraš jesti hrano, če ne boš umrl, a ne, mislim, to je tako. Verjetno tudi to, da če imamo malo več mišic, tudi telo lepše zgleda. Ja, definitivno. In pač lahko ješ, pa se sploh ne zrediš, ne, ko prideš do določenega nivoja. Recimo, meni se je zelo težko zrediti, pa jem, ampak jaz končno jem tako z užitkom, nikoli, da se ne bojim neke hrane ali pa da si pač v glavi reče, to je pa 300 kalorij, ne smem. Mislim, meni je to čisto zgrešeno, jaz si nikoli nisem tehtala stvari, ker meni je to totalno OCD in pač preveč, ne. Čeprav sem tudi perfekcionist, ampak nočem, da sem toliko toksična, ne, da se zanašam na neke umetne stvari, kot so številke, pa številke na tehtnici, ne samo na tehtnici za hrano, ne. Sem rekla, come on, pač, ne, mora biti malo več od tega, no, kaj je ta višji nivo in pač valjda, ne, pol intuicija, ki se malo spucaš, ki si glavo naštelaš, vidiš, da dejansko zelo dobro deluje intuitivno prehranjevanje ali pa karkoli. Tudi na treningih s strankami jaz to uporabljam, ker dobesedno zakaj bi po nekem, pol je boljše, da ChatGPT uporabiš, ne, mislim. Tako pa pač ljudje smo z razlogom, da uporabimo svoje izkušnje, svojo energijo, ne, svojo intuicijo in tako pač najlažje pomagaš, ne, zaradi tega za vsakega posameznika je nek drug pristop, ne, ampak se pravi, temelji so pa pač isti, za vse velja pač zdravo samozavest, ne, ljubljenje svojega telesa, pa prvo sprejetje, ne, samega sebe, pač meni je bilo težje odpustiti sama sebi, kakor pa, ne vem, nekomu, ki me je zlorabil ali pa pač pretepil kakorkoli, ne, ker je ful smešen v bistvu. Ampak, zelo zanimiva tema. Ja, zelo zanimiva tema. Po oglasih bova nadaljevali najin pogovor, medtem pa lahko na www.bisernica.si/darilo prevzamete brezplačni masterclass Moč tvojih možganov, ki sem ga pripravila prav za vas. Govorili sva o teh težkih čustvih, kako odpustiti sebi, ampak ena misel, ki sem jo tudi na tvojih videih videla, moje telo je vrt, nebeški vrt in ne pokopališče. Tako. Se pravi, ko človek naredi res v glavi ta klik, lahko začne ustroj svojega telesa oziroma sebe, fizično telo spoštovati. Kako je ta klik pri tebi bil, se pravi iz tistega, ko pomanjkanje spoštovanja, pomanjkanje odpuščanja sebi prideti v to užitek biti v telesu? Ja, v bistvu sem ugotovila, da sem sebe vedno zapostavljala pa dajala na zadnje mesto, ne. Tako da potem zelo mi je bilo težko preklopiti v ta sebični mod, ker ljudje, ki so bili navajeni, da jaz skozi dajem pa dajem, so bili pol na koncu kar malo užaljeni, a ne, ker pač nisem dajala pozornosti, denarja itd. Ne, ker sem hotela najprej sebe spraviti gor, ne, še posebej takrat, ko nam je potem zgorela hiša do tal v Piranu, ko sem študirala, sem v bistvu ugotovila, ja, to je pa zdaj res wake-up call, ne, ker sem res vse izgubila, vse materialne stvari in sem pač rekla, ja, nič, gremo zdaj začeti znova, ne, zdaj bom pa jaz pač fokus nase dala, pa res, dokler ne pridem na zeleno vejo, a ne, se nimam kaj drugim razdajati, mislim, pač, ne, to je, kar bi mogel vsak človek dejansko
vedeti pa si dati v Od glavo. začetka že, a ne? Ja, definitivno, ne, pa seveda razločiti med zdravo sebičnostjo pa neko toksično sebičnostjo, ne, pač se pravi, najprej res zase poskrbeti, pač da si ti v nekem, kako bi rekla, nekem ravnovesju, ne, in potem tudi lažje sprejemaš zdrave odločitve, a ne, pomagaš dejansko ljudem, kakor pa, da si sam pač toksičen na koncu, ne, pa vas razdražen pa to. Tako da, ja, pač sebe na prvo mesto, ne, se itak logično, ko pomisliš, ampak ojoj, pač toliko iz teh vzorcev družinskih, ki sem gruntala, ojoj, kaj zdaj to vse pomeni, pa sem potem dešifrirala, da ja, to je itak number one odgovor, ne. Ja, kaj prinašamo s sabo vse, pa kaj smo se naučili, pa nam ne služi več in da postavimo sebe na prvo mesto, da prisluhnemo sebi, kaj dejansko potrebujemo, da zgradimo svoje telo, da nam služi v našem poslanstvu. Kaj je tisto, kar je tvoje poslanstvo? Kaj si želiš v prihodnosti, da kako deluješ, kako živiš? Ja, jaz kot športnica skušam pač drugim tudi pokazati, da se da na veganski prehrani marsikaj doseči, tudi za vidljive rezultate. Poleg tega seveda drugim pomagati z zgledom, da vidijo, da taka pot ni sploh toliko zakomplicirana, kakor na mediji servirajo, ne, ja, rabiš ta dodatek, pa rabiš toliko proteinov, pa rabiš, ne vem, bla, 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 kar nekaj, ne, ker itak prodaja svoje izdelke, logično, a ne. Ampak da so rešitve dokaj enostavne, ne, in vsi jih imamo pred nosom, pa vsi imamo to že vgravirano po moje možgane, ampak ne, itak je, se ti zdi, toliko je lahko, toliko se easy sliši, ne, itak ni to. Valjda bom nekaj kupil, pa bom, pač to bo zidel, ne. Tako da to skušam predstaviti ljudem, da pač sam ne komplicirajo, pa se prepustijo, pa začnejo z majhnimi koraki, ne. Jaz sem sicer malo večji ekstrem, jaz sem šla kar čez noč, ne. Tako da se še moji stari niso uspeli adaptirati, ampak zdaj s ponosom lahko rečem, da sta ful pridna pri prehrani, ne vem, če meso foter skuha enkrat na teden in sta super zdrava, pač ne rabita pač zdravstvenih ustanov in tako da tako da ja, pač predstaviti vsem skupinam, ne. Ja, v bistvu si zdajle, koliko časa je bilo? En mesec nazaj je bil ta street fitnessa. Tako street lifting, ja, državno prvenstvo, na katerem sem postavila, ja, 2 državna rekorda, samo meni je to čisto iz glave šlo, ker meni je bilo to tako dosti easy peasy, no, ker itak mešam 3-4 športe, ne. In to ob naravni rastlinski prehrani. Tako. Nepredelani in 11 let veganka, ja, že pa definitivno delam tudi postenje, ne, se pravi, 16 do 20 ur na dan pač ne jem, tako da meni enostavno ful lažje iti v fitness po 16 urah, da nič ne jem, naredim trening, pa potem šele jem in dejansko s tem telo lažje in bolj preudarno uporabi hranila, ne. Če pa ti skozi šopaš, ne, pa telo pač pol ven izloči, ker itak sej smo v izobilju, ne, zakaj bi pač. Ne, tako da sem skušala ta prehranjevanje zožati, pa dejansko pač s tem si tudi zboljšati pozornost, pa znižati stres, ne, recimo, če imam stranke, da se zdaj ne bom ukvarjala s tem, da zdaj moram pa na uro gledati, 3 ure že imam, katabolizirala bom, groza, moram zdaj jesti, pač ne, pač jaz sem tle šef, ne. Mislim, pač boš takrat ugradil mišice, ko bom jaz rekla. Tako da potem pa Da tudi mi dobimo en kontrolo, nadzor, ampak ta zdrav nadzor nad telesom. V tem primeru tudi apetit, ne, ker pač pogosto ljudje ne ločijo med lakoto pa apetitom, ne. Ker itak imaš vse pred sabo, pač to je ta čar kapitalizma oziroma dvorezni meč, ne. Zaradi tega pa je tudi toliko debelosti, ker ljudje enostavno, spravim, iz čustev jejo, ne, iz bolečine dolg časa, ne. Tudi prehranjevalnih motenj, se na drugi strani ni samo debelost, ampak je tudi pomanjkanje hranil, ne. Daj majhen povej, kako torej, recimo, kaj ješ, da telo resnično dobi vsa ta hranila?
Ja, kot monoobrok pojem sadje, se pravi, idealno je to po treningu, da se lepo hidriram nazaj, da dobim vse te antioksidante, tako ful je lahko prebavljiv obrok. Če slučajno ne nosim unih 2 kil pomaranč s sabo, si pač vzamem eno tablico pa pojem prgišče orehov ali pa recimo proteinski šejk, ne. Samo to je res, ke je res kriza, jaz se teh praškov izogibam, tako da rajši nič ne vem, kakor šejk spijem. Potem pa po ene 2 urah, ko pridem domov, imam ponovadi že skuhana, ne, za ene 2-3 dni te osnove, se pravi, ali žito, se pravi, od kaljene ajde do prosa, potem, če sem kje drugje, imam tudi pač navadne makarone, a ne, ki jih sicer zelo redko jem, pa riž, tisti, ki ponovadi, ki drugam prideš, pa ti to ponudijo, ker drugega nimajo, a ne. Tako da se osredotočam na hrano, ki dejansko je ljudje ne poznajo, oziroma pač jaz prej nisem poznala, ker sem bila toliko omejena, a ne. Tako da pač cel spekter stvari, tako pač vseh ostalih milijon zadev, ampak ja, ponavadi, se pravim, da skrajšam žita pa stročnice, ne, meni je leča the best, pol na vsake 2-3 dni rotiram, pa si, ne vem, skuham fižol, pol imam čičeriko, pa spet ponovim. Pa zraven pač sezonske zelenjave ali pa kar je z vrta, tako da ja, idealno je imeti kak ohrovt, a ne, še posebej zeleno, listnato zelenjavo, to je res top, pač od hranil, to je boljš kot multivitamin tabletka, ne. Tako da na tem, da si lepo malo vnetje znižam po treningu, potem imam pa še, ali še isti obrok enkrat ponovim, ali imam pa pač arašide ponovadi pa čokolado, oziroma tablico čokolade črne, a ne, seveda brez mleka, to pravo čokolado. Tako da ja, to je pa to in za užitek vedno pač pojem to, ker vem, da sem dosti naredila zase in je to edina stvar, s katero se pregrešim in se sploh ne sekiram, no, tako da. Ja, saj, če je 80% zdrave hrane, naravne, ekološke hrane, ja, pa lahko človek naredi kakšen prekršek zraven. Ja, definitivno. Če pa mi skozi nekaj izobljamo, ja, tisto pa. Tako, ja, da se brbončice ne razvadijo preveč. Ja. Tako da prihajava zaključku najinega pogovora, kaj je tisto, kar bi še kot zadnje priporočala ali svetovala ali pa položila na srce našim gledalcem in gledalkam? Ja, definitivno, da se ne sekirate preveč, pa ne živite v svoji glavi, ampak začnete v bistvu nase gledati, pa več dejanj, manj besed, tako bi rekla. Seveda neka zdrava mera sebičnosti, a ne, zase poskrbeti, definitivno nafilati baterije in potem bojo s tem prišle tudi zdrave odločitve, a ne. Intuicija bo bolj razvita, dejansko ne boš rabil zunanjih stvari, toliko lažje se boš tudi v tem svetu funkcioniral, no, tako bi rekla. Da pol, ko imaš nek zdrav odnos s samim sabo, gre vse lažje, no. Tako. Najlepša hvala za sprejetost te povabila, da si moja gostja. Jaz upam, da ste, drage gledalke, spoštovani gledalci, dobili veliko uvidov, kako lahko poskrbite za svoje zdravje. Jaz vas pa še vabim, da prevzamete brezplačno darilo Masterclass Energija tvojih možganov na www.bisernica.si/darilo. In se gledamo ob petkih.